Danes si bomo pogledali en pravi fenomen. Igro, ki je v celoti sestavljena iz, preprostih kock. In kako je ravno ta igra postala najbolje prodajana videoigra vseh časov. Res neverjetno, ne? Pa začnimo kar številko, ki jo je skoraj nemogoče dojeti. Več kot 350 milijonov prodanih izvodov. To ni samo neka visoka cifra, to je absolutni mejnik. Meja, ki jo do težko kdaj preseči. In pomislite, to je dosegla igra s slavno preprosto, kockasto grafiko. Minecraft je res dokazal, da za uspeh ne rabiš neke fotorealistične podobe, ampak nekaj drugega, nekaj veliko bolj pomembnega, neomejeno svobodo. Ampak ne gre samo za prodajo, veste. Leta 2021 je imela igra, pazite to, 140 milijonov aktivnih mesečnih igralcev. To pomeni, da te igre niso samo nekje na policah, ampak jih ljudje dejansko igrajo. Vsak mesec, po celem svetu. Torej, postavi se vprašanje, kaj za vraga počne na stotine milijonov ljudi v tem kockastem svetu? Pa poglejmo. Gremo v samo jedro igre, da vidimo, kaj jo dela tako zasvojljivo. Minecraft je v bistvu tisto, čemu rečemo ultimativna sandbox oziroma peskovnik igra. Kaj to pomeni? No, pomeni, da sploh ni važno, ali zmagaš ali ne. Važno je, da delaš, kar ti srce poželi. Vse se vrti okoli svobode in domišljije. Ponavadi se vse začne z izbiro med dvema glavnima načinoma. Na eni strani imamo način preživetja, to je pravi izziv, kjer moraš biti res iznajdljiv, na drugi pa ustvarjalni način. Tukaj pa je ne bo meja. To je prazno platno za brezmejno domišljijo. In celotna izkušnja se vrti okoli 3 preprostih dejanj. Koplji, ustvarjaj, preživi. Najprej koplješ za materiale, potem te materiale preoblikuješ v nekaj uporabnega, recimo v orodje ali zavetišče, na koncu pa moraš z vsem tem še preživeti vse izzive, ki ti jih svet vrže na pot. In ta na videz preprost koncept je sprožil zgodbo o uspehu, ki je, verjemite mi, skoraj tako neverjetna kot igra sama. Poglejte si to časovnico, v samo 5 letih se je Minecraft iz projekta enega samega človeka spremenil v globalni fenomen, ki ga je na koncu kupil tehnološki gigant. To ni samo vzpon, to je meteorski vzpon. In potem, ko se je znašel pod ogromnim pritiskom javnosti, je ustvarjalec igre Notch objavil tale tweet. Skoraj za šalo, bi lahko rekli. In ta tweet je nepričakovano sprožil enega največjih poslov v zgodovini iger na srečo. Kdo se je odzval? Seveda, Microsoft. In to ne za majhen denar. Kupili so Minecraft in podjetje Mojang za osupljivih $2,5 milijardi. 2,5 milijardi. To je bil posel, ki je dobesedno pretresel celotno industrijo. Ampak zgodba se tukaj sploh ne konča. Pravzaprav se tukaj šele zares začne. Vpliv Minecrafta danes sega daleč preko ekranov. Danes je svet Minecrafta v osnovi razdeljen na 2 dela. Imamo 2 glavni različnici, Javo in Bedrock. Vsaka je namenjena malo drugačnim igralcem in ponuja svoje edinstvene zmožnosti. In poglejte tole, igra ni več samo igra, postala je orodje. Uporablja se v šolah za poučevanje vsega od kemije do zgodovine. Združeni narodi imajo projekt, kjer ljudje v Minecraftu načrtujejo prenovo svojih sosedsk, obstaja celo knjižnica, kjer so shranjeni cenzurirani novinarski članki, norone, postal je orodje za resnične spremembe. Če pa kaj dokazuje kulturno prevlado Minecrafta, je pa tole. Pripravite se, do konca leta 2021 so videoposnetki o Minecraftu na YouTubeu zbrali več kot bilijon ogledov. Bilijon! To je enka z 12 ničlami. 1000 milijard, absolutno nepredstavljivo. Zaradi tega ni samo najbolj gledana igra v zgodovini YouTubea, ampak je, in to je morda še bolj pomembno, ustvaril celo novo generacijo spletnih ustvarjalcev, vplivnežev YouTuberjev. Spremenil je pokrajino interneta. In tako pridemo do konca in do vprašanja. Je Minecraft samo preprosta igra s kockami? Ali je morda nekaj več? Digitalni načrt za ustvarjalnost cele nove generacije? Mogoče njegova največja stvaritev niso vsi tisti virtualni svetovi, ampak neomejena inovativnost, ki jo zbuja v nas v resničnem svetu.